Pozdravljeni vrtičkarji! V zadnjih letih imamo vse več težav s strunami v domačem vrtu. Največ škode povzročajo na korenju, krompirju, solati, ne branijo se tudi številnih ostalih vrtnin. Danes vam bomo pokazali, kako se na hiter in učinkovit način znebimo strun v domačem vrtu. Nahajamo se na gredici, kjer je predhodno uspeval krompir. Na takih gredicah strune pogosto povzročijo veliko škode, tudi po zaslugi gnojenja s hlevskim gnojem. Sam na taki gredici priporočam ukrepanje na način, da na gredici naredimo jarke. Jaz zato uporabim kar motorni kultivator. Vi lahko to naredite tudi z motiko, kar je še bolj enostavno. Potem pa v jarke potresem pripravek strunal, ki hitro in učinkovito deluje na strune. Namreč ličinke strun v tleh ostanejo 3 leta, zato je treba postopek ponoviti večkrat, tako se boste na hiter in učinkovit način rešili strun. Seveda pa je ta ukrep priporočljivo narediti pred dežjem. Če pa dežja ni, pa seveda tako površino izdatno zalijemo. To pa zato, da se iz pripravka strunal izloči plin, ki hitro in učinkovito deluje na strune. Na takšen način se boste na dokaj hiter način v nekaj letih rešili strun v domačem vrtu. Vsekakor je treba proti strunam ukrepati pravočasno. V jesenskem času je to septembra in oktobra, v spomladanskem pa v marcu, aprilu in maju. Če je marec dovolj topel, ukrepamo že od druge polovice marca naprej, drugače pa v aprilu, zadnji rok pa je mesec maj. V drugih obdobjih dejansko proti temu škodljivcu nismo uspešni, saj pripravek ne pride do samega škodljivca. Po stiku strunala z vodo pride do reakcije, kjer se sproči plin, ki deluje na strune. Po končanem delovanju samega pripravka v tleh ostane samo dušik in pa kalcijev oksid. Oba elementa nista škodljiva za rastline. Dušik predvsem pripomore k rasti, kalcij pa pomaga do boljšega in kakovostnejšega pridelka. Po uporabi strunala s setvijo in sajenjem vrtnin v vrtu počakamo dobra 2 tedna. Tako se bo gnojilo v tleh s pomočjo vlage razgradilo. V tleh ne bo ostalo nobenih škodljivih snovi. Gredice, kjer sem uporabil strunal, pa ne bom dodatno gnojil, ker je to dejansko tudi gnojilo. Ne bom uporabil komposta, hlevskega gnoja ali kakšnega drugega organskega gnojila. Treba je vedeti, da z uporabo strunala gredice pognojimo. V tleh ne ostanejo nikakršne škodljive snovi, dejansko pa zelo učinkovito deluje proti strunam, stransko pa tudi na polže oziroma zimska jajčeca, njihova zimska jajčeca. Tako, današnji nasvet je končan. Želim vam veliko uspeha pri vrtnarjenju.